samičkem parku bomo zdaj še mičkeno nadgradili in sicer tako, da boste se po dvojicah pogovarjali o tem, kaj ste opazili. In ali ste opazili enake stvari, ali ste opazili druge stvari. Ok, tako da super bi bilo, če se pogovarjate z nekom, ki ga sicer ne poznate, se pravi antropologinja, mogoče ne z antropologinjami, geografi, ne z geografi, ampak da se mičkeno pomešate, si vzamete 5 minut in si samo enih par istočnic zapišete, se pravi, kaj ste opazovali, ste opazili iste stvari, drugačne stvari, skratka, kak je... Ok, super. Torej, da smo v bistvu obe opazili, da je narava zelo lepa trenutno, da je dosti zelene ekologične primere, da ni dosti košev za smeti in da so skoncentrirani pač proti enemu delu parka mogoče. En koš za smeti zločevanjem, pa en drug koš. Obe smo se spraševali o svetljavi parka po noči. Pa seveda je bila tista hiška, samo da se igranja cesti zanimiva. Pa mogoče... Plavna svetlobna gverila tam, tisto odlični ljudi, ampak ne vem točno, kako to svetlo. Vse mogoče je to za nalašč, ne vem sicer, da pač ni tam svetlobno po potkici zraven vode. To so tudi, da vem, kako mogoče bila. Mogoče to, pa zato smo se že začeli pogovarjati, da sem še gledala malo pač ljudi, kdo se je spahal, da večina ne se dni pač prihajajo psi, pač tisti, na nas je bolj največ, ampak tisti, ki niso imeli psov, je bilo ekstremno, ki so bili manjšini. Jaz bi še rada dodala tiste stopničke, pa ne vem, zraven vode, recimo so sedeli, ali tudi dom višje, nekoče. Mislim, noben je sedel tam, ker je težavno, če bi to robil. Kakšne stočke s pokrovno, pa ne vem, malo pa lepša, malo pa mogoče ljudem, da v vseh letnih časih tam preživljajo več časa. Super. Ok, torej so obe opazili približno podobne stvari. Ali se vaše vajno opažanje kje razlikovalo, kjer opazila teh vrstovanih? Jaz sem te stopnice recimo opazila. Ona je ljudi gledala, jaz nisem ljudi gledala. Te druge zadeve koš so obe opazile. Jaz sem opazila, da je bilo za plastiko, papir. Pa mislim, da je bila rjava vrečka. Se dio take. Ni pa bilo... Ja, pa opazila sem, da so bili še malo patečki pod kopravi. Pa tudi ob vodi je bila ena zelo velika vreča, plastična. Zdaj pa tudi Ste se mogoče pogovarjali tudi o tem, zakaj sta opazili različne stvari? Niso še prišli? Kaj ti se delaš? Sem že končala marketing, pa antropologija. Ljudi, rešitve, ja. Ok, a bi še kdo želel deliti? Ne da bi možno pa stvari. Uvidela sem se to sprehajala, pa me debatirala, zdaj so pa rekla, kako so videla za to. Jaz sem opazil, da je to park neko povejeno, da tam ob robu teče neka reka, ki je umetno urejena naravno, pač teče neki potok, okrog parka je pa potka. Zašel po temi potki okrog parka, pa sem se osredotočil, tam zdaj v osrednji parka, pa sem začel kupaj nekaj dreves, pa sem malo jel pač dreves na razpesov, pač imajo cvetovno, plodove, tako je bilo, pa sem pa še videl tako, je bolj naravnost, ne bolj postran, pa sem se prišel, kaj je to vzroki, da dreves rastejo na ta način, pa kako pa drevesa reagirajo na te stvari. Pa sem rekel, z vidika drevesa sta pa gozdasta, bi pa mogoče ta les lahko uporabil za kaj dovolj, pa za nič dobrega, kaj drevesa narasta dobro. Opazil sem, da je tudi ena hišica, tam je ta objekt, mislim, da posledil posebej pozornosti, sem videl neke klopce, neke pohištvo, po urbano, neke koše, da sem čisto bližno, pa sem se posledil več priložnosti. Kolega je pa rekel, da se bolj osredotočil
tam na tisti potok, pa malo pozor, pa lahko tega vidi, ali je kakšen dežralo, ki ima malo večjo razvino, ali pa manjšo razvino. Še kaj dodal? Kaj sem pozabil? Predvsem to, sem se menko grem čez park, tam, kjer je vodno telo in če poznam prostor, se vedno ukvarjam s tem, kaj nam dostaj pove o minulem vremenu. In kako lahko Ljubljana je sploh zanimiva zaradi poplavnih dogodkov v zadnjih letih in kako se uredili ta prostor, ki je po eni strani nek prostor bivanja, torej ne bivanja, pač pa doživljanja in nek mestni del tega parka. Po drugi strani pa, mislim, da je to Glinca, če se ne motim, da je to del te glinčice, ki se zdi tam. Vemo, kako ta zadeva zelo privija in kako se v resnici protipoplavna ali pa poplavna varnost in bivanska funkcija nekako sklapa. To, nič več. Spet vidimo čisto različne. Ja, to so ugotovila, da ima vsak reči svojega malarja na koncu. Pa še tisto, kako skušamo na tak način neko naravo, pa v središče mesta. Parki so imitacija narave, v resnici so daleč od narave. Še za en kratek primer imamo za moj čas, a bi še kdo podelil? Medve smo poleg že omenjenih stvari v bistvu se osredotočili tudi na zvoke, ker v bistvu se sliši cesta, sliši se voda, slišijo se ptički in potem tudi se razlikujejo ti zvoki glede na bližino ceste ali če si v podhodu. Jaz sem opazila v bistvu tudi von, oziroma občutek, mogoče bolj, da je veliko bolj vlažno bilo, oziroma kar von po vlagi je bil pri Glinci kot pa gor, potem malo višji že proti cesti. Ostalo pa približno tudi, kar so ostali povedali. Mogoče tudi ta del bolj obrek je urejen, ki sem že čas rekel, in pa so tam tiste čisto invazivne rastline, medtem, kaj ta svorak je bolj tako urejen. Pa tudi ta hiška nota je v bistvu dosti taka izstopajoča, glede na majhnost parka. Super, zdaj mislim, glede na to, da ste vi svoje izkušnje delili z nami, je prav, da tudi mi dve svoje opazovalne izkušnje deliva z vami. Vi ste bili tokrat v vlogi nekoga, ki opazuje park, naravo, dogajanje. Vi ste kot vodite delavnice okolje, ja. Pri čemer je bilo zelo zanimivo, da je nekdo že omenil sprehajalce, ljudi kot del okolja, samo za medklic. Medtem, ko mi dve so se kot vodite delavnice seveda osredotočili na to, kako skupina deluje. In so opazili recimo, da se večina ljudi odpravlja opazovati tako, kot da ste na šolskem izletu. Vsi po poti, eden za drugim, lepo v skupincah, kot se poznate, pogovarjali ste se. Bolj malo ste opazovali, večino ste govorili, pa si izmenjevali neke informacije. Hodili ste dokaj hitro. Potem smo opazili, da skupina antropologin je tam potem zaostala, začela opazovati, zapisovati. Da so v bistvu najbolj pozorni opazovalci, sta bila fotograf pa snemalec, ki sta se ustavljala, bila pozorna na neke malenkosti, na to, kar se dogaja v okolju, ali kar mi počnemo, ali kaj vidimo okrog sebe. Kaj so še opazili? Presenetilo me je to dejstvo, da ste res večinoma ostajali v skupinicah. Zdaj nismo mogli opaziti vseh, tako da se opravičujemo, če bomo delali krivico, ampak da ste nekako bili zelo intenzivno v interakciji drug z drugim. Da ste se večino časa pogovarjali, pa da kolikor smo videli, da ste relativno malo svojih opažanj beležili. Na neke, ne vem, da ste relativno malo fotografirali oziroma da ste si relativno malo stvari zapisali. Torej, tudi mi opazili smo tudi recimo način vaše hoje, ki je bil relativno hiter in pa vaš pogled je bil relativno veliko časa usmerjen samo naprej. Hodili ste po poti in pač gledali tukaj pred vami. Tisti, ki so recimo tukaj telesno bili bolj angažirani v opazovanju, sta bila fotograf in snemalec, ki sta na primer prečila poti.
šla na zelenico, stopila na klop, se spustila do reke in tako naprej. To ni zdaj nobeno kreganje, samo v bistvu del tega opazovanja. In zdaj, kar želiva v bistvu s celim tem procesom vam sporočiti, je, da ponavadi opazimo stvari, ki so nam poznane, ki so nam blizu. Na tiste stvari se osredotočimo, tam opazimo več malenkosti in smo pozorni na več detajlov. Zdaj, ko pa pride do opazovanja sprememb, je pa zelo pomembno to, da smo v nekem prostoru, času ali pa pri nekem procesu prisotni dlje časa, se pravi longitudinalno. Zato, ker samo če vemo, kako je neka stvar izgledala prej, lahko vemo, kako neka stvar izgleda zdaj ali pa kasneje, se pravi, da se je spremenila. In tukaj recimo ima antropologija eno zelo močno orožje, namreč mi ne le opazujemo, mi se tudi pogovarjamo z ljudmi, z lokalnim prebivalstvom, vprašamo jih, kaj oni opazijo, kakva so njihova opažanja, kakve so njihove neke navade, ki so jih razvili glede na neko določeno spremembo. Se pravi, naše metode raziskovalne se nekako med sebojno dopolnjujejo. Preberemo literaturo, opazujemo, kaj ljudje delajo, vprašamo jih, kaj delajo, potem pa smo v tem okolju prisotni še skozi neko daljše časovno obdobje, zato da lahko te spremembe ali pa te procese tudi spremljamo v naravi. In kot bomo povedali kasneje, zato je tudi antropologija dobro opremljena za spremljanje ali pa za raziskovanje klimatskih ali pa širše okoljskih sprememb. Zdaj, zato, da bo mogoče ta stvar malo bolj konkretna postala, so vam želeli predstaviti en konkreten primer. Zdaj, nekaj smo opazili, da vas je že seznanjenih s tem okolišem, to je Solčavsko, namreč na oddelku že 2 leti zapored organiziramo etnološki tabor 3 dolin. Tam sicer raziskujemo zelo raznolike tematike, ki so pomembne za domačine, ampak osnovni interes za raziskovanje Solčavskega pa je izrastel iz radovednosti, kakve so sploh razmerja med okoljem in skupnostjo, med okoljem in posamezniki v nekem ranljivem alpskem okolju. Posredno nas torej zanima seveda tudi to, kako se podnebne in pa okoljske spremembe odražajo v nekem zelo specifičnem lokalnem okolju. In če zdaj za primer vzamemo Solčavskega kmeta, če bi se z njim pogovarjali, bi vam povedal zelo veliko zanimivih stvari. Zdaj, dejstvo je, da Solčavsko je sicer zelo specifično okolje. Solčava je najredkeje poseljena občina, na Solčavskem leži najvišje ležeča kmetija. Kmetije tam so velike povprečno 145 hektarjev, kar je v primerjavi s slovenskim povprečjem, ki je 6,7 zelo veliko, tako da govorimo o enem specifičnem okolju. Skratka, Solčavski kmet, če bi se pogovarjali z njim in z tem, kakšen je njegov odnos z okoljem, pri tem, ko upravlja svojo kmetijo, bi vam povedal recimo, da opaža, da na njegovem travniku oziroma na pašniku rastejo drugačne trave. Namreč v zadnjih letih se izrazito uspeva lupenja. To je repuh, ki je taka trša trava, odporna na sušo in ker je trša, je krave in ovce ne pojejo. Povedal bi vam tudi, da na kmetiji v zadnjih letih gojijo drugačne pridelke, kot so jih gojili v njegovem otroštvu. Se pravi, ne sadijo več krompirja, ki so ga včasih sadili, ne sejajo več žit, ki so jih včasih sejali. Danes se pri pridelavi hrane namreč zanašajo v večini na vrtove, ki so ob hišah in pa seveda na kupno moč. Potem pa sprememba, ki je v zadnjih letih mogoče najbolj aktualna, bi bila pa povečana prisotnost zveri. Namreč v iskanju hrane se skozi Solčavske gozdove proti Avstriji premikajo medvedi, ki ogrožajo ovce, ki se na Solčavskem velikokrat še vedno prosto pasejo na planinah. In tukaj se zdaj pojavlja vprašanje, kako te ovce zaščititi. Pojavlja se celo vprašanje uvedbe pastirskih psov, ki jih sicer tukaj nikoli niso veliko uporabljali. Torej, večja prisotnost zveri vpliva celo na načine upravljanja s kmetijo. In te spremenjene načine upravljanja s kmetijo lahko opazimo tudi pri prvi stvari, ki sem jo omenila, pri trši travi, ki raste na travnikih.
Zaradi tega, ker je tista trava trda, je ovce in krave ne pojejo in kmet razmišlja o tem, da bi mogel kupiti koze, ker koze pač pojejo vse, kar pride pred njihove noge. Torej opazimo lahko, da ena sprememba na nek način sproža drugo. In zdaj, če damo še en primer, ki je še nekoliko bolj verižen. Na Solčavskem ta isti kmet opazi tudi, da so zime v zadnjih letih blage. Se pravi, to pomeni, da so zime kratke in da ni veliko snega. In to se odraža v dveh posledicah. Prva posledica je, da je poleti velikokrat suša, to zdaj seveda se nanašamo na solčavskega kmeta. Ne? In druga posledica je, da zaradi tega, ker ni veliko snega in ker so zime mile, veliko lubadarjev preživi, kar pomeni, da je poleti ogromno smrekovega lubadarja. In v vročih in sušnih mesecih so drevesa itak manj odporna, zaradi milih zim je veliko lubadarja. In v praksi za kmeta to pomeni, da ima v gozdu več dela in da izgubi kvalitetni les. Se pravi, to neposredno vpliva na ekonomijo njegovega upravljanja z kmetijo. Povrhu vsega pa, da dodamo še to, ta kmet pravi tudi, da ko so poletja vroča in suha, imajo njegove krave manj mleka. Imamo še en ekonomski vidik. Torej, opazimo lahko, da imajo te širše, neke globalne spremembe, tudi podnebja, v lokalnih okoljih zelo konkretne posledice in sprožijo lahko celo neke verižne spremembe, ki zaobjavljajo tako podnebne, okoljske, kot neke ekonomske perspektive. In vse te spremembe seveda lahko opazimo samo, če smo v nekem okolju prisotni dlje časa. Z kratkoročnimi ali pa kvantitativnimi pristopi teh sprememb, ki so jih zdaj izpostavili, ne bi mogli opaziti. In tukaj se spet približamo antropologiji. Etnografsko delo, ki je v osnovi dolgotrajno, opazovalno, ki temelji na tem, da se približamo temu, kako svet vidijo domačini, je zato v bistvu zelo dobro izhodišče za ukvarjanje z okoljskimi in klimatskimi spremembami. Torej, zdaj, če gremo še na eno širšo raven. Antropologija nas na nek način torej uči, da moramo klimatske spremembe razumeti kot večdimenzionalen pojav, ki je pa vpet v lokalno okolje in ima tudi globalne posledice. Se pravi, gremo iz globalne ravni na lokalno raven in spet nazaj na globalno raven. In poleg tega nas antropologija uči tudi, da moramo klimatske spremembe povezovati z globalno neenakostjo. Tako nam v bistvu pokaže, zakaj so neke politične akcije ali pa strategije za lajšanje ali pa preprečevanje podnebnih sprememb velikokrat neefektivne ali pa imajo majhen učinek. Zato, ker ne upoštevajo lokalnih, družbenih in kulturnih specifik. In zakaj se nam zdi, da bi bila antropologija da bi imela antropologija prednost, se pravi, pri tovrstnih raziskovanjih? Prvič zato, ker uporablja metodo terenskega dela. Drugič, ker ima že tradicijo raziskovanja odnosov med družbo in okolje. In tretjič, ker to, kar sestavlja družbo, razume zelo na široko. Namreč antropologi ne raziskujemo v laboratorijih, ampak ljudi raziskujemo v okoljih, v katerih živijo. In to velikokrat vključuje družbene, kulturne, okoljske, simbolne in druge kontekste. Se pravi, vstopamo v njihove vsakodnevne prakse. Zdaj, če se vrnemo k tem, zakaj bi bili etnografski pogledi tukaj pomembni. Skozi to najno pripovedovanje je najverjetneje že postalo jasno, da kontekstualno razumevanje lokalnih vplivov, globalnih fenomenov je lahko zelo pomembno zato, da te spremembe naslovimo efektivno. In tukaj lahko vidimo neko srednjo povezavo s pripravo recimo smernic ali pa strategij za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam. Ko pridemo do odnosa, do tradicije preučevanja razmerij med družbo in okolje, tukaj nam antropologija lahko pomaga s tem, ker ima v bistvu že eno dolgo zgodovino ukvarjanja s tem odnosom in nam lahko pokaže, kako se nekatere skupnosti so in še vedno interpretirajo in pa se odzivajo na različne spremembe, ki se v njihovem okolju dogajajo. Hkrati pa to široko razumevanje družbe, ki sem ga prej omenila, vključuje, kot rečeno, komunikacijsko, prostorsko, časovno, simbolno in še marsikatero drugo dimenzijo, kar se neposredno povezuje s tem, da podnebne spremembe vedno spremljajo tudi druge spremembe v družbi.
Bolj kot na samo podnebje se v bistvu podnebne spremembe v zadnjih letih navezujejo na en širok nabor družbenih in ekonomskih vprašanj. In antropologija v bistvu poudari ravno to, kako težko je ločiti podnebne spremembe od neke kompleksne množice družbenih in materialnih dimenzij in odnosov, ki se vzpostavljajo, ko človek vzpostavlja stik s svojim okoljem. In če smo nekoliko bolj aplikativni spet, antropološki pristop je lahko pomemben tudi zato, ker pri projektih, ki se ukvarjajo z lajšanjem podnebnih sprememb ali pa s prilagajanjem podnebnim spremembam, v bistvu ne morejo, ti projekti težko uspejo, če ne razumejo, kako neke skupnosti ali pa družbe delujejo. Če zdaj to nekoliko še konkretiziram, če gremo na polje energetske trajnostnosti ali pa energetske trajnosti, če bi se ukvarjali s vprašanjem potrošnje energije v gospodinstvu in bi želeli to potrošnjo zmanjšati, bi bilo veliko bolj efektivno, če najprej naredimo študijo, s katero preučimo, kako ljudje sploh uporabljajo energijo, zakaj je porabijo največ, kdaj jo porabijo največ in mogoče opazimo, kje so pa tiste prakse, kjer se da ta potrošnja še nekoliko optimizirati ali pa zmanjšati. In na podlagi tega bi potem lahko pripravili smernice ali pa nekaj izhodišča, kako to potrošnjo zmanjšati. Torej, skozi vse to, kar so povedali, se nekako sprehodimo do tega, da trenutno je fokus antropološkega raziskovanja podnebnih in okoljskih sprememb ne na podnebnih spremembih kot takih, ampak na percepcijah sprememb in na lokalnih odzivih na te spremembe. In tukaj bom v bistvu namizala samo še, oziroma povzela še enkrat vse to, kar sem povedala. Antropologija klimatskih in okoljskih sprememb je torej vedno večdimenzionalna. To pomeni, da preklaplja med globalno in lokalno perspektivo, je interdisciplinarna, ker mora seveda nujno upoštevati naravoslovne in druge vede, zato da sploh lahko razume polje podnebnih sprememb. In vedno je metodološko raznolika. Po eni strani to govorimo o etnografskem pristopu, po drugi strani pa tudi o primerjalni metodi. Tako, zdaj v bistvu na nek način nas to pripelje tudi do tega, da antropolog lahko skozi svoje raziskave v skupnosti deluje kot neke vrste prevajalec. Se pravi, prevajalec med skupnostjo in tem, kar skupnost počne, si želi, med lokalnimi politikami in pa celo mogoče nekimi nacionalnimi ali pa globalnimi strategijami. Ampak več o tem, ko povedala potem čisto na koncu, ko bomo še nekaj konkretnih primerov povedali. Zdaj bomo omenili nekaj ključnih pojmov, torej da se malo konceptualno znajdemo, na katerih teoretsko gradi antropologija podnebnih sprememb. Prvi tak termin je seveda vsem dobro znan antropocen in antropocen označuje dobo, ko na planetarni ravni človeško delovanje bistveno vpliva na vse okoljske vidike, torej od geologije, geomorfologije do ekosistemov, biodiverzitete in antropogenih podnebnih sprememb. Glede tega, kdaj se je pravzaprav antropocen začel in ali sploh lahko dobo označujemo s tem terminom, ni nekega širokega konsenza med različnimi strokami. Po nekaterih razlagah naj bi se antropocen začel z to revolucijo poljedelstva pred približno 12.000 leti, po nekih drugih razlagah pa tam nekje od 60 let prejšnjega stoletja, da je to tista meja začetka antropocena. Nekateri drugi raziskovalci so do te ideje antropocena zelo kritični in vidijo v bistvu kapitalizem kot tisti ključni dejavnik, ki bistveno zaznamuje našo dobo ponovno v planetarnem smislu. Torej ni človek, torej ne antropos, ampak in potem to imenujejo kapitalocen, da je v bistvu kapital ta, ki povzroča te globalne spremembe planetarnih razsežnosti. Še dva pojma oziroma termina bom omenila. Prvi je pregrevanje oziroma overheating. Oba ta pregrevanje in pa pospešene spremembe na tem gradi norveški antropolog Thomas Hylland Eriksen, ki opozarja pri pregrevanju, da smo pravzaprav priča z številnim procesom pregrevanja. Da pregrevanja ne razumemo samo dobesedno kot segrevanje ozračja, ampak da se pregreva tudi recimo družbena, politična klima in tako naprej. Torej imamo en niz
sfer, ki se pregrevajo in ki učinkujejo skupaj in so med seboj kompleksno povezane. Pospešene spremembe oziroma accelerated change so v bistvu, je to povezana ideja z pregrevanjem in pri tem Eriksen ugotavlja, da lahko od tam nekaj 90-ih naprej govorimo celo o pospeševanju pospeševanja, ne? Torej spet ne zgolj strogo okoljsko, ampak v prepletu vseh dejavnikov. In ta preplet človeških, ekonomskih, družbenih in ostalih dejavnikov in seveda naravnega okolja, ki se spreminja, je tukaj pomemben. Hkrati kaže na dejstvo, kar je že Veronika pomenila, da posledic podnebnih sprememb ne moremo razumeti izolirano od posledic nekih družbenih ureditev, kot je na primer kapitalistična ureditev sveta in tako naprej. Torej, če razumemo to kompleksno mrežo nekih globalnih, lokalnih, ekonomskih in ekoloških, naravnih in kulturnih, materialnih in simbolnih dejavnikov, je to tisti kontekst, ki ga skušamo razumeti, če tudi preučujemo na primer nekega solčavskega kmeta. Torej neko zelo konkretno zamejeno skupnost. In pri tem je zanimivo še to, da Eriksen trdi, da je ta situacija pospešenih sprememb izziv za nas, torej kot človeka, ne glede na to, ali se identificiramo kot del nekih sorodstvenih skupin, ali pa recimo nekih etničnih skupnosti, če tako rečemo, religij, človeštva, ali pa se identificiramo kot del celotnega planetarnega ekosistema. Torej v vsakem primeru, ne glede na to, v kakšni družbeni ureditvi, v kako kompleksnem družbenem ustroju živimo, imamo pač isti skupni izziv in skupni problem. Zdaj, če se nakratko sprehodim čez nek zgodovinski pregled, torej že od nekdaj so misleci se ukvarjali z vplivom oziroma prepletenostjo med človeka in okolja, v katerem živi. Hipokrat, na primer, je v delu o zračnih vodah in krajih pisal o povezavi med človeškim telesnim stanjem oziroma boleznimi in naravnim okoljem, na primer podnebjem. Hipokrat je, na primer, različne temperamente človeške pripisoval podnebjem, v katerih ti ljudje živijo, sezonskim spremembam, sušam, deževjem in podobno. To je potem neposredno povezoval z nekaterimi boleznimi. Če preskočimo 2000 let in pridemo v čas razsvetljenstva, bi omenila Montesquieja, družboslovnega misleca, ki je pisal o povezavah med podnebjem in družbenim ustrojem. Recimo Montesquieu je verjel, da hladen zrak oživi tkiva v človeškem telesu in pospešuje pretok krvi, zato naj bi ljudje tam, kjer je hladnejše podnebje, bili bolj odporni in bolj čili, kar pa naj bi delalo te družbe superiorne. Torej, ti zgodnji mislici so poudarjali neko verzijo, oziroma so zagovarjali neko verzijo okoljskega determinizma. Torej, okolje neposredno vpliva, lahko potegnemo pač puščice, če je tako, je potem, ne vem, pride do takih bolezni, pride do takih družbenih ureditev in tako naprej. Torej, okoljski determinizem je seveda v veliki meri bil kasneje vprašan, problematiziran in v bistvu uvržen teoretsko. Zdaj, če grem na antropologijo samih podnebnih sprememb, je to seveda relativno mlada poddisciplina, ki pa izhaja iz okoljske antropologije in antropoloških preučevanj energije, pa tudi iz preučevanj materialne kulture, tehnologije, ekoloških prilagoditev in tako naprej. To pa so v bistvu teme, ki antropologe zanimajo že od začetka v bistvu sodobne antropologije, torej nekaj od začetka 20. stoletja. Torej, lahko vidimo neke korenine sedanje antropologije podnebnih sprememb že od samega začetka vede. Zdaj bom samo na kratko omenila 3 pomembne raziskovalce. Prvi je bil Julian Stewart, ki je izhajal iz materializma in preučeval človeško ekologijo. Pri Stewartu je zanimivo to, da je vključeval v svoje preučevanje človeške ekologije tako tehnologijo kot ekologijo. Torej, Stewart je izhajal iz ideje, da gre pri ekologiji zmeraj za povezavo med ekološkimi pogoji nekega okolja in stopnjo kompleksnosti neke družbe. V bistvu relativno podobne podmene je zagovarjal tudi Leslie White, ki je pa izhajal iz kulturnega evolucionizma in trdil,
da lahko torej stopnjo razvitosti neke družbe merimo po količini energije, ki jo ta družba potrebuje za svoje delovanje. In je v bistvu naredil pač lestvico razvitosti družb glede na količino energije. Zdaj, ideje kulturnega evolucionizma so spet preživele in seveda netočne, je pa vseeno prispevek tudi Leslie White zelo pomemben, ker je začel že zelo zgodaj razumeti oziroma se fokusirati na energijo in ekologijo kot tista ključna temelja preučevanja družbeno-kulturnega življenja. In v bistvu energija in ekologija je še danes v jedru. Potem bi omenila samo še Gregorija Batesona, ki je bil pa pomemben zato, ker je o okoljskih temah že v 70-ih letih začel govoriti v kontekstu krize. In pri tem je identificiral 3 faktorje, ki ustvarjajo in poganjajo krize. Prvi faktor po Batesonu so destruktivni stranski učinki tehnološkega razvoja. Naprimer, pesticidi, ki so bili razviti za lajšanje nekih potreb oziroma optimiziranje nekih okolij, imajo potem destruktivne stranske učinke. Druga stvar, ki jo je identificiral, je naraščanje svetovne populacije. In pa tretji poganjalec kriz je niz zakoreninjenih zahodnih kulturnih vrednot, ki v bistvu vodijo do tega, da je človeštvo pozicionirano v nekem, on je imenoval nezdravi odnos do okolja. Potem zdaj res preskakujemo desetletja. V 90-ih letih je pomembno omeniti to, da je bil diskurs osredotočen predvsem na globalno segrevanje v antropologiji, kasneje pa se je začel uporabljati termin podnebne spremembe. Zakaj? Ker podnebne spremembe seveda zajemajo več dejavnikov in posledic kot zgolj globalno segrevanje. Če se predstavimo v 21. stoletje, bi omenila nekaj pomembnejših antropologov. En izmed njih je bil Ben Orlow, oziroma še zmeraj, ki je v bistvu preučeval etnoklimatologijo, temu rečemo, torej ljudsko razumevanje vremenskih in klimatskih pojavov v Andih, v Južni Ameriki. In on je pokazal, kako kmetje napovedujejo letno količino padavin in spremembe v temperaturi, pri tem, da se opirajo na vidljivost ozvezdja Plejad oziroma gostosevcev. In ta vidljivost je odvisna od vremenskih pojavov El Niña. In Ben Orlow je s svojim delom pokazal, da ima neko lokalno vpeto znanje o podnebju, lahko tudi politično in znanstveno relevantnost. Potem imamo Hansa Bayerja in Meryl Singer, ki sta izdala publikacijo Global Warming and the Political Ecology of Health, kjer sta poudarila to, kar je v bistvu danes znano, da imajo podnebne spremembe zelo neenak vpliv na različne skupnosti. Torej, da podnebne spremembe vplivajo oziroma so ključnega pomena za obstoječe neenakosti. Zelo vplivan je bil potem, oziroma nek prelomen zbornik je bil tudi zbornik, ki sta ga uredila Susan Crane in Mark Nuttall, ki je pa Anthropology and Climate Change naslov. In ta zbornik raziskuje te lokalne odzive in percepcije podnebnih sprememb v različnih družbah, od staroselskih do sodobnih, od Sibirije do Papue Nove Gvineje. In to je v bistvu tak klasičen antropološki zbornik na temo podnebnih sprememb. Zdaj je danes, torej, če malo pogledamo, kaj so danes tisti ključni tokovi. Danes bi izpostavila predvsem to, da antropološke raziskave naslavljajo zelo raznolika tematska področja, ki se ne dotikajo nujno le podnebja, ampak kupa enih fenomenov ali pa enih posledic, ki so neposredno povezani z podnebnimi spremembami, kot na primer odpornost, ranljivost, prilagajanje, blažitev, pričakovanje oziroma snovanje prihodnosti, tveganja, negotovost, spol, potrošništvo, migracije, razseljenost in tako naprej. In kot rečeno, je tukaj seveda pomemben ta večdimenzionalni nivo in premikanje med različnimi nivoji. V povezavi s tem bi omenila še eno usmeritev in pa en koncept. Prva je večvrstna etnografija oziroma multispecies ethnography,
ki je sploh v zadnjih letih v velikem porastu. Gre pa za to, da pri preučevanju nekih družbenih, kulturnih dogajanj, torej nekih antropoloških tematik, ne moremo odmisliti nečloveških bitij, ki s svojim delovanjem oziroma agency, kot rečemo, temeljito zaznamujejo naše življenje. Kaj bi bil tak primer nečloveških bitij, ki temeljito zaznamujejo naše življenje? Ja. Okay. En primer, ki temeljito zaznamujejo naše življenje, temeljite, kot smo se pomislili. Ja, ostanemo pri življenju. Pomislite, da sami leto pa pol do 2? Virusi, seveda. Torej, vidimo, da ne more, če preučujemo na primer današnjo družbo, današnje vsakdanje prakse, ne moremo tega izvzeti od zelo neke biološke realnosti, v katero smo dani. Drug termin, recimo, ki je zelo uporaben pri tem preučevanju, je pa sestavljank oziroma assemblage po Deleuzu, ki gre pa za to, da razumemo kontekst povezav, ki sestavljajo neko družbeno, ekološko, kulturno konfiguracijo. In ta sestavljank oziroma sestav lahko vključuje ljudi, orodja, prst, vreme, odnose moči, živali, pridelke, plevel, diskurze, torej en na videz povsem raznoroden nabor nekih povezav, ki sestavljajo ki so pomembni pri preučevanju naše družbene stvarnosti. In ta koncept sestavljanke torej presega te rigidne razmejitve med stvarmi in idejami, med naravo in kulturo. In seveda oba, tako multispecies ethnography kot assemblage, poudarjata na to, da družba in človeštvo ne živi v nekakšnem vakuumu od ostalega. Omenila bi še to, da je okoljska antropologija že od nekdaj tesno povezovala ekonomijo in ekologijo, kar je nenazadnje se kaže tudi v primeru tega solčavskega kmeta, ki ga je Veronika predstavila, ko se v bistvu ekološki in ekonomski faktori ves čas prepletajo in jih ne moremo misliti ločeno, oziroma naše ločevanje je nek naš konstrukt v tem primeru. V lokalnih skupnostih je to pogosto prepleteno. Naprimer, Alf Hornburg, antropolog, je en izmed najglasnejših kritikov svetovnega gospodarstva oziroma ekonomije in na to gleda iz perspektive podnebnih sprememb. Hornburg denimo trdi, da na planetu z omejenimi viri in standardnimi ekonomskimi modeli preprosto niso vzdržni. In pri tem izpostavlja, da je neenakost in izkoriščanje človeškega dela neločljiv del kapitalistične ekonomije in ustroja, hkrati pa kapitalizem zaradi tega imperativa nenehne rasti, nenehno išče nove vire in delovno silo in tako vire kot delovno silo spreminja v dobičkonosno blago. Torej, da kapitalistična ekonomija sama po sebi parazitira oziroma zajeda tako človeške kot naravne vire in je torej okoljsko nevzdržna. Zdaj bi se počasi premaknila na zadnji del, torej antropologi smo pogosto tudi v poziciji, oziroma antropologija je v poziciji, ki spodbuje nekaj, kar Erik se, če se vrnem na tega norveškega antropologa, imenuje intelektualna imaginacija. Zdaj, intelektualna imaginacija je potrebna ne le za razumevanje in pojasnjevanje, ampak tudi za spopadanje s spremembami, ki jih prinašajo antropogene podnebne spremembe. Torej, zakaj gre? Gre za neko zmožnost zamišljanja drugačnih svetov, drugačnih načinov življenja, drugačnih družbenih ureditev, preprosto za zavedanje, da naše tukajšnje in zdajšnje prakse in politike niso naravne, niso samoumevne oziroma edine možne. Torej, to zavedanje, da obstaja lahko več možnosti, več svetov, je spet nekaj, kar se oplaja iz terenskega dela, predvsem v nekih nezahodnih ali pa neevropskih kontekstih. Zdaj bomo skrajšala pa mogoče še na
gremo še na par konkretnih primerov. Tudi lahko, ja. Se pravi, zdaj smo se nekako od tega zelo konkretnega primera solčavskega kmeta, skozi kratko teoretsko pa metodološki pregled antropološkega ukvarjanja z okoljem sprehodili do zaključne točke, ki bo mogoče malo bolj praktična, ali pa vsaj tak je bila zamišljena. Skratka, antropološke raziskave lahko v končni fazi pripeljajo tudi do zelo konkretnih posledic oziroma do konkretnih rezultatov. Naprimer, lahko vplivajo na razumevanje, kako se neke skupnosti prilagajajo podnebnim spremembam, kateri so sploh tisti vplivi v nekih vplivi podnebnih sprememb v lokalnih okoljih, ki so pomembni za neko skupnost. Antropološke raziskave seveda v končni fazi prispevajo tudi k razvoju znanosti na področju podnebnih sprememb in pa lahko informirajo ali pa dajo informacije za načrtovanje strategij, za ublažitev ali pa upočasnjevanje podnebnih sprememb. Torej, tole smo nanizali nekaj res zelo po najinem izboru in po najnih preferencah nekih projektov, ki so se nam zdeli pomembni. Naprimer, ena izmed univerz, ki se zelo veliko ukvarja z vprašanjem energetike ali pa energije, potrošnje energije, prehoda v trajnostno družbo, je Univerza v Oslo, ki je med drugim vključena tudi v tale projekt. Se pravi, ukvarjajo se s tem, na kak način zmanjšati uporabo energije v gospodinjstvih in to še zlasti v najbolj obremenjenih urah. Gre pa za to, da prebivalstvo raste, potrebe po porabi elektrike in energije je vedno več in to pomeni, da bi bilo potrebno posodobiti oziroma ojačati infrastrukturo. In če naslovijo ta izziv, pomeni, da se izognejo enemu infrastrukturnemu strošku. In ideja te raziskave je, da seveda ugotovijo, kdaj ljudi uporabljajo največ elektrike in zakaj jo uporabijo in da na podlagi etnografske raziskave potem pripravijo tudi smernice, ki naj bi ljudi informirali, kakšne so posledice nekih njihovih vsakodnevnih praks. Potem še mogoče en zanimiv projekt je Give a Shit, ki ga vodi, oziroma to je v bistvu neke vrste platforma ali pa iniciativa, ki jo je ustanovila antropologinja, to je Laura Korčulani. V bistvu pa se ta iniciativa ukvarja s trajnostnim upravljanjem odpadnih voda in z ozaveščanjem o izboljšanju higienskih praks, predvsem v urbanih območjih, kar je lahko kar velik izziv. Torej, iniciativa se v splošnem posveča zmanjševanju ekološkega odtisa in količine odpadkov, ukvarjajo se s tem, kako ponovno uporabiti odpadno vodo v vsakdanjem življenju, seveda govorimo spet na nekih industrijskih ravneh, in pa s tem, kako iz alternativnih virov pridobiti recimo pitno vodo. Potem Manchesterski inštitut za trajnostno potrošnjo so ga navedli tole predvsem zato, ker imajo tudi ogromno študij, kjer vključujejo tudi etnografske raziskave, primerjalne vidike, zgodovinske perspektive. Svoje raziskave pa velikokrat uporabijo zato, da dajo predloge tistim, ki pišejo ali razvojne strategije, politične strategije, skratka se poskušajo zelo aktivno vključevati v oblikovanje nekih smernic za prihodnost. Tule za konec sva pa navedli še en slovenski primer projekta, ki poteka sicer na ZRC-SZU v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, vodi ga pa antropolog Dan Podje in se ukvarja z smetmi. Se pravi, sicer ideja tega projekta je, da bi razvili tehnološko rešitev za upravljanje z odpadki, ki bo utemeljena na etnografskem delu, ampak v osnovi se projekt veliko ukvarja tudi s tem, da ljudi ozavešča, koliko odpadkov pravzaprav proizvedemo, katere vrste so te odpadki in da nas opomni na to, da ti odpadki v bistvu končajo nekje v našem okolju, ne izginejo enkrat, ko jih damo iz svojega stanovanja, ampak se vedno znova vračajo in premenijo naše okolje. Seveda pa obstaja še cela vrsta drugih projektov, skozi katere, če jih bi pregledali, bi videli, kako ta dolgotrajni, terenski, opazovalni pristop lahko informira neke prakse, ki kasneje doprinesejo k nekim zelo konkretnim spremembam. Mogoče bi samo še nekaj dodala, ker mislim, da nismo nekaj tega eksplicitno povedali. Torej,
vsi ti projekti, ki jih je zdaj Veronika navedla, metodološko v pač tem etnološkem ali antropološkem delu, temeljijo na tem, da gredo antropologi na teren. To pomeni, da z ljudmi živijo oziroma se z njimi izvedejo več dolgotrajnih pogovorov. Če nas zanima, ne vem, energetska poraba oziroma energetska realnost nekega gospodinjstva, to v našem primeru ne pomeni, da bomo dali nek anketni vprašalnik, ampak pomeni, da bomo lahko zaznali po eni strani to, kaj nam ljudje o teh stvarih govorijo, ali pa kaj so sami prepričani, da počnejo. Po drugi strani bomo pa z njimi preživeli dovolj časa, da bomo videli tudi, kaj pa v resnici v praksi počnejo. Torej tudi ta diskrepanca med po eni strani na tem, kar mislimo, po drugi strani tem, kar govorimo oziroma izjavljamo in po tretji strani s tem, kar dejansko počnemo, je tista srčika nekih problemov, ki jih lahko taki projekti z pomočjo antropologov naslavljajo. In mogoče, da samo dodam še to, v tem kontekstu zelo v ospredje stopi tudi interdisciplinarnost. Če ostanemo pri neki, pri energiji, recimo se ukvarjamo s potrošnjo energije v gospodinstvih, seveda mi lahko ogromno podatkov dobimo skozi neke senzorične naprave, se pravi, kdaj so ljudje doma, kakaj je takrat poraba energije, kdaj kasneje prižgejo radiator, koliko rabijo ploščo za kuhanje, koliko pečejo v pečici in tako naprej. In vse te, recimo, neke kvantitativne informacije lahko v bistvu informirajo naše delo na terenu. Ljudje lahko vprašamo, se pravi, kaj ste takrat delali, zakaj tako, kako? Namreč bistvena razlika, kar vam v bistvu hočemo povedati, bistvena razlika med nekim kvantitativnim pristopom pa kvalitativnim pristopom je, da pri kvantitativnem pristopu velikokrat dobimo odgovor na vprašanje kaj, se pravi, vemo, so to neke številke, nekaj se dogaja, medtem ko s takim terenskim, kvalitativnim pristopom dobimo ali pa poskušamo najti odgovor na zakaj. Pravi, zakaj pa je poraba elektrike, ne vem, ob 7 zvečer najvišja, ali pa zakaj se vsi tuširajo pol 8 zvečer. Skratka, to je tisto, kjer naši pristopi metodološki lahko zelo konkretno doprinesejo tudi nekaterim rešitvam. In s temi praktičnimi primeri bi po mojem danes zaključili, Ja, se sva do minute. Najlepša hvala za vašo pozornost. Torej, če so kakršnekoli vprašanja ali pa ideje, z veseljem še kakšno literaturo priporočamo, če so komu zgodili iskro radovednosti.